Dragi moji, dobrodošli, hvala vam, da ste se, kot smo prej ugotovili, v bistvu intuitivno odločili, da se mi pridružite nama z Lucijo tukaj govoriti o neki temi, ki seveda ni popularna in tudi ni, mislim, o nekih temah, ki se jim vsi v 21. stoletju izogibamo in si seveda vsi želimo in zahtevamo, da smo ves čas srečni, zdravi, veseli in da to je to življenje. In hodimo na razne tečaje, beremo knjige, učimo se živeti, v bistvu pa, mislim, nas narava, tako kot ravno danes, mislim, ves čas nam dokazuje, da ni naravno ves čas, da samo sonce sveti, ampak da pridejo obdobja, ko je tudi megla, ko je dež, ko je neprijetno, ko te zebe, ali telo, ali srce in tako naprej. Tako da hvala vam. Jaz bom zdaj sedla, če smem, in vam bom povedala, mislim, eno stvar bi rada povedala, nekako sva tle, mislim, rada bi, pa tudi tam Facebooku, ali pa imamo to zdaj, kao... A to je live? Ja, live, ni live. No, dobro. V glavnem, gre za to, da vam bom najprej povedala zgodbo, kako sem jaz do te knjige prišla. V življenju ni nobenega naključja. In meni Primož prijazno vsake toliko časa pošle knjige, nove knjige, ki jih izdajo. To mi več ali manj zdaj že vse založbe naredijo, ker vejo, da sem jaz zaljubljena v knjige in da znam kakšni knjigi narediti velik kontre in prostor v življenje. In ko sem imela pa oddaje, pa sploh, lahko vprašate, vsi prodajalci so spraševali dan prej, kdo bo, kaj bo, da so že v izložbe dali knjige. No in pa tudi drugače mi ljudje, tudi v samo založbi pošiljajo knjige in meni, jaz imam kar velik kup, takole se mi nabira, ampak zelo velik, pa zelo hiter zadnje čase tudi berem, ne. In tale grenko sladko, se vidite, mislim, ni glih neka posebna, mislim, naslovnica, nič ne pomeni, malo roža, pa nekaj malo mokrega je. V glavnem, vse veste, včasih te knjiga potegne tudi zaradi zunanjosti, ne. Ampak knjiga ima svojo energijo in jaz verjamem, da pač čara, ne. In da nam je vsaka namenjena, da pride do nas takrat, ko je čas. No in v glavnem, jaz v tistem kupu, takole, ne vem, je bila kar še za prebrati, v glavnem ona je šla letos, začetku leta, in je v bistvu na nek način že stara za založnike in tako naprej. No in jaz imam svoje 3 mačke in se te lovijo in poderejo vas skup. In jaz pa vidim njo, to knjigo, kako se je v bistvu premaknila zelo višje. Pa še to ni bilo dovolj. Jaz grem maja na morje, sem šla in sem rekla, zdaj moram pa vzeti kjere knjige in se ne glede na to, da ni bilo odvisno, koliko je mislim, da pač vzamem ene par knjig s sabo in rečem, in dobesedno to delam, kjer je dovolj lahka, pa kljub samo dovolj debela, da gre v moj kufer noter, ne 3, ker si vedno jih preveč vzamem. No, in ta gre v kovček in jaz se začnem brati in se mi je zgodilo tisto, kar je pravzaprav najlepše v življenju. Za to knjigo sem se spet počutila, spet dobila tisti občutek, a veste, da nisem sama v tem svetu. Da vse to, kar jaz doživljam, mislim, še nekdo doživlja, vidi, čuti, v njej govori, mislim, v njej me je seveda pretreslo to, kar jaz ves čas, mogoče se niti nisem do zdaj znala tako dobro izraziti, tudi v teatru najbolj cenim, ko mi igramo razna čustva, razna stanja človeška, ko je, jaz vedno rečem v teatru, ko je najtežje, ko igramo najtežjo tragedijo, vedno mora vmes, nekje v največji luknji, od nekje si moramo zmisliti, da pride en sončni žar, da se človek sredi vne žalosti, ko gre v žalost druge osebe, da se nekaj zgodi, da se nasmehneš, da se zaveš, da vse mine, da se zaveš, da žalost ni ultimativna nikoli. To so te spoji, ki nas tudi kot ljudi naredijo enkratne in oziroma, ki nas postavijo na najvišjo lestvico tega življenja, mi znamo kombinirati več različnih čustev hkrati in te občutki, ko je hkrati v tebi žalost in je hkrati v tebi neskončna volja do življenja in ljubezen
in veselje tam od zadaj. Ko ti to vse skupaj v trenutku začutiš, se nas takrat ponavadi oblijajo solze, ampak ne solze žalosti, solze miline, solze navdiha, da nekaj takrat, meni grejo zdaj mravljinci, ko to govorim, in to se meni veliko krat zgodi in vsakokrat rečem, aha, zdaj se je pojavila tista svetloba, ki se vedno pojavi, kadar je nekaj, kadar naredimo ali pa začutimo nekaj enkratnega, kadar se rojeva ustvarjalnost, misel, občutek, kadar delim z veliko ljudmi in tako naprej. In to je ta knjiga v bistvu meni, jaz sem prišla v tej knjigi domov kot ustvarjalka in jaz mislim, da smo vsi ljudje ustvarjalni in tega ne smete nikoli pozabiti. Svojo ustvarjalnost v sebi morate gojiti kot punčico svojega očesa, ker to je tisto šivankino uho, kjer boste vedno pobegnili pred najtežjimi, najnižjimi čustvi, ki vas bojo v vsakem primeru v nekem trenutku tudi zagrabila, ker smo pač ljudje, ampak to je šivankino uho, kjer vi lahko iz vseh teh čustev rodite nekaj boljšega, nekaj slajšega. Jaz za nalašč ne rečem nekaj višjega, ker se veste, mi bi vsi radi bili višje, kot da je tam višje, lih tok zelo fajn, ker smo ves čas razdeljeni na višje, nižje, boljše, slabše in tako naprej. V skupku teh čustev se začutimo mi vsi skupaj. In glede na to, da sem rekla, bom za začetek to prebrala in tam odlomk, ker imam celo knjigo z temi srci, in bom prebrala tisto, kar se mi je odprlo, spet intuicija, se bomo prepustili, potem vam bom pa povedala še kakšno posebno gostjo sem si izbrala za ta pogovor. Torej, knjiga govori o eni Min, ki je, mislim, cela drama je bila, ona ni imela pravega inštrumenta, prave violine in potem je imela in je nekdo ukradel in potem je ona skozi to, da ni imela pravega inštrumenta, ki si ga je želela, je celo dramo doživljala oziroma je to razumela kot sporočila, da naj ne igra več. No in zdaj smo v trenutku, ko je Min stala z mano na odru in tako ganljivo igrala adagio, da si čutil, kako občinstvo zadržuje dih. Mogoče ni bila več klasična solistka in mogoče tudi nikoli več ne bo, vendar je bila nekaj večjega. V glasbi si začutil njeno, pa tudi svojo izgubo ljubezni. Začutil si bolečino, njeno bolečino in kako se je ta preobrazila. Začutil pa si tudi, da so vsi v občinstvu presegli svojo individualnost, ki so jo skupaj poslušali in so se vsa srca v dvorani naprezala, da se ne bi strla, a so se skoraj na silo odprla. Ona govori o tistem, kar jaz doživljam na odru vsake toliko časa. Ko govorim nekaj, kar ni moje, ampak se je tako zlilo z mano, z mojo bolečino, z mojo življenjsko zgodbo, z mojim znanjem, da mi razširi srce tako močno, da začutim mravljince oziroma da pozabim in je to deljenje vi vsi začutite v dvorani. Pa ne samo v dvorani, tudi preko oddaj se je to dogajalo. Se pravi, mi smo posneli oddajo, mi dve sta čutile v pogovoru, kje smo predrla ta srca, kjer je šlo za vse nas naenkrat. To je bilo posneto, čez 14 dni je šlo v eter, se pravi, ste lahko videli vi in vi ste na istem mestu to občutili, kar sva mi dve takrat. To so zame čudeži. In zaradi tega se mi zdi, da se splača živeti. Mislim, to so tiste najlepše stvari. Zaradi česa se splača živeti, če ne zaradi teh fenomenalnih trenutkov, ko se vsi povezujemo in za žalost, za hrepenenje, za vsa ta čustva vemo vsi in sploh ne vemo, da imajo dvojno, trojno moč v globino, kakor smeh, ki gre na širino. Tako da to je ena stvar, več pa vam v knjigi ne bom govorila, ker se veste, jo je treba prebrati. Za ta pogovor o tej tako, kako bi rekla, občutljivi, tako kot eno posebno, kot diamant, dragoceni temi sem si izbrala dr. Lucijo Mulej. Ti si antropologinja in sociologinja,
psihologinja in vse pravzaprav, v bistvu tvoja znanja so zelo široka. V to smer. V to smer. Manjka pa kaj drugega. No, ampak ti si, Lucija je bila že moja tudi gostja na teh pogovorih in strašno lepo piše, če jo berete na Facebooku ali pa na Instagramu, ne? Objavljaš kaj dost? Ne, na Instagramu. Ljudje, ki to delajo v mojem imenu, no, Instagram kolumn. No, in prav tudi ti nizaš besede tako kot bisere, ne? In je to, in zato sem si izbrala Lucijo, da se pogovarjava in mi da bova vse naredila, da bova to knjigo podprle in vas prosim, zdaj ste vi njeni ambasadorji, a veste, naslov Grenko sladko, bo vsak več ali manj tako je rekel, hvala lepa, imam dovolj grenkega v življenju. Ampak mi se ne zavedamo, česa se mi ne zavedamo, kaj nam te grenkobe in žalosti v resnici v življenju prinašajo. A ne, Lucija? Tudi jaz sem knjigo, lahko rečem, no, dobila po pošti, brala sem jo tudi danes, ker pač sem ogromno nekih stvari. Brala sem jo včeraj in še 2 dni nazaj, tudi jaz sem relativno hitri bralec, ker tudi pišem tekste. In lahko rečem, ne da sem zdaj tukaj marketinško nastavljena, ker nisem tak tip človeka, ne. Ampak res ima knjiga en velik dar, ne. In jaz sem v življenju že ugotovila, da tisto, kar je največ vredno, tisto, kar ima največji dar, nima nikoli tako privlačna vsebina, ne. Se pač meni v končni fazi naslovnica, mislim, je čisto v redu, ne, ampak, a veste, tudi jaz imam moje knjige, tudi nisem izdala, bom rekla, 10,000 izvodov in jaz po polici povedam, tega niti ne želim, ne, jaz ne želim biti dostopna na vsakem koraku, ne, tudi pač imam Instagram, mislim, da imam 20 sledilcev, pa 10 klikov, ne, na Facebooku niti ne vem, ne, ker to pač imam za zraven, za tiste ljudi, ne, jaz vedno rečem, ne, če nekomu moja misel spremeni pot, sem naredila vse, ne, ker jaz sem recimo v temu specialist podzavesti, nezavednega, te stvari študiram, to res poznam, tukaj sem verjetno pač ekspert, kuham bolj slabo, bolj manj jem solato, juhe, take stvari, tako da hočem povedati, na talenti so številni, kot si rekla sama, ne. In ko sem brala to knjigo, sem prav razmišljala, komu vse zdaj moram jaz to knjigo priporočiti, ne, seznam je kar velik. Tukaj tudi moja prijateljica Una, tako da bo ne tudi všeč, ki bo šla ravno prej, no, tako da, zakaj Grenko sladko, ne? A veste, dimenzije življenja so res, bom rekla, kot si lepo povedala na začetku in tudi lepo, bom rekla, čustveno predala Zvezdana, ki imaš res ta izviden dar, a ne, te bolečine, a ne, in ta bolečina je pravzaprav nekaj, če se ljudje ugibamo, ne. Bolečine ne želimo imeti, pa so protestni. Ja. No, recimo, zdaj imamo vzuni bolečino, ne? Palestinci za Bova se tudi lahko dotaknili, mi se bomo danes predvsem pogovarjali. Vete, zdaj čutimo to bolečino, ne? To je spet ni na ključe, ne? Ja, ni na ključe, ne? Ne. In veste, ta bolečina, ne, jaz vedno rečem, žalosti se ljudje ugibajo. Zakaj? Zato, ker je v žalosti vedno pravzaprav neka posebna dimenzija, ne? In zdaj lahko slišimo to, recimo, dimenzijo teh zvokov, ki so zunaj, recimo, ne. Kaj je tukaj noter, ne, bo kar uporabe strah, ne, strah. Ja. Jaz sem imela pač nekaj let nazaj obsmrtno izkušnjo, jaz sem pač preživela in prva stvar, ki sem se zbudila, pa nočem v strašicah, hočem vedeti, kaj je bilo, ne, je bilo, da bo vojna, ne, ne. Jaz sem pač kar nekaj časa, tudi nisem imela še čas povedati, nekaj časa sem rabila, da sem pravzaprav predelala, je lahko to pač od kemije, ki ti jo dajo, ko si pač opomi in tako naprej. Jaz nimam odgovora, ne. Jaz vse verjamem, da bo mir, ne, da bomo ustvarjali mir, ampak hočem povedati, ne, ravno zaradi tega, ker ne sprejemamo trpljenja, ne, pri lastnem individualnem življenju, ne, ker se ugibamo trpljenja. Recimo v tej knjigi je zelo lepo razporejeno, ne, imamo pač posamična poglavja, recimo eno poglavje, ki mi je bilo zelo všeč med drugim, seveda je ta sofijska mistika, ne, torej ta bolečina, ne, ta minljivost. Potem je zelo dobro poglavje o teh umetnih nasmeških, ne, skratka kultura umetnih nasmeškov, ne, se pravi ta ameriška kultura, kjer potem raziskovalka, ne, avtorica raziskuje preko pristava, kjer je to ona študirala, ne, to kulturo umetnih nasmeškov in kako se pravzaprav bi vsi naučeni, da se morajo uklanjati temu umetnemu svetu, ne, umetnih nasmeškov in pravzaprav neke sreče, ki je minljiva, ne, in neka taka zelo lepa, bom rekla, melodija te knjige, ki je ves čas prisotna, je pravzaprav ta ekspresija avtorice. Ona v bistvu razlaga ogromno realnih primerov življenja, svojega življenja, razloži recimo svoj odnos z matero, ki je bil zelo traumatičen in tudi pove, da knjigo izda po smrti matere, ne, se pravi, ker ni želela mater recimo obremeniti
In seveda, zdaj, ko smo ravno pri teh protestih, pa isto, se pravi, ona govori seveda v času holokausta, ko so pač njihove sorodnike vse pomorili v taboriščih. A veste, in zelo težko si srečen, realno, če te boli telo, jaz delam veliko z ljudmi, imajo težave razne, recimo bolezen, bolečina, recimo, da imamo še vsakodnevno bolečino, kronične bolezni. Potem imamo lahko duševne motnje, lahko imamo motnje hranjenja, lahko imamo duševne druge oblike, bomo rekla, težav, na katere pravzaprav mene opozarjajo tudi uredniki, da pač dam kakšen odgovor, kar še vedno pišem, dam odgovor recimo bralcem. Vse več je nekih, bomo rekla, stanj, ki jih sploh ne zaznamo oziroma jih ne znamo interpretirati, razumevati, kaj šele zdraviti. In spet bi rekla, da je verjetno eden od vzrokov v tem, bomo rekla, našem umikanju od tega bolečega. In tudi, ko sem brala knjigo, sem razmišljala nekje napisan stavek, se pravi trpljenje, nas seveda postavi v neko tako sveto okolje sočutja. Se pravi, tisti, sigurno ste vsi trpeli že v življenju, verjamem, da ste mogoče tudi koga izgubili. Tukaj govori tudi recimo o boleči izgubi otroka, govori o bolečih izgubah partnerjev in tako. Skratka, in ta bolečina je del sveta in je stkana za tistimi lepimi trenutki. In to, kar je recimo tudi zanimivo, problem tega časa je tudi to, da nekako ne želimo izpustiti te minljivosti. Želimo obdržati, kot si pel na odru. Recimo, jaz sem hotela pogledati to tvojo igro, sem bila prepozna, ker mislim, da je bila zelo težka, emotivno, glede to si igrala Parkinsona, recimo tudi moj oče je Parkinsonov bolezen, in jaz vem, da je to zelo težko stanje. In ko se recimo od nekde nekako soočen z bolečino in jo sprejmeš, da postane del tebe, to je tisto, kar te res naredi lepega. Recimo, platnice so lepe, samo vsebina nam ni lepa. In ta knjiga ima res lepo vsebino. In bom rekla, predvsem vam bo dala po moji presoji neko dodatno refleksijo samega sebe. Torej, zakaj, recimo, naprimer, jaz sem izdala zdaj že 8 knjig. Kako me kdo vpraša? Recimo, jaz sem ogromno nekih bolečin seveda tudi dala čez pisanje. Jaz sem začela pisati, že ko sem bila pri Drnovšku, takrat pri njegovem gibanju, sem začela pisati prvo knjigo in tudi izdala. Spravo sem stara 26 let, to je bila prva knjiga. Potem naprej sem vse ostale, zdaj šla ta moja znanstvena monografija, kjer pač opisujem to svoje delo s podjetji in tako. In to pisanje tudi neke vrste katarza. In če ti nimaš energije, se pravi trpljenje, če ga ti preobraziš v nekaj lepega, ti seveda da neskončno veliko energije. To sem jaz pač vmes, ko sem delala, bila, ne vem, na WC-ju, čakam nekaj drugega, v ene knjige, sploh sem imela sabo, tako izberem knjige. Če se ne usedem, sem pa brala knjigo, res nimam takega stila življenja, tako da, veste, izgovor, da nimamo časa, je popolnoma brezvezen, vsi imamo 24 ur samega časa. A veste, eni so pač izumitli, eni pa 7 dneve sedijo, nariti in iščejo izgovore, kot študenti. Naredijo, recimo, to študenta, načrt, kako se bodo učili. Porabijo nekaj časa. Ok, ne rečem, da riš en načrt, samo če 3 dni delaš načrt, kako se boš učil, naslednje 3 dni se potem motiviraš in potem pišeš izpita, ne gre to čez. Tako da trpljenje v bistvu nam daje kaj? Daje nam eno posebno avreolo, posebno dušno lepoto. In če se recimo zazrete v oči ljudi, če znate pogled globi, vidite ogromnost v očeh, se dobesedno, bom rekla, izurite v pogledu. In jaz opažam marsikatera čustva. Tukaj pišemo tudi recimo o potlačenih čustvih, ki so seveda navarne. In recimo kalvinizem je opisan kot kultura odpovedovanja strasti in užitku, recimo. In seveda delo. Veste, na koncu imate državo oziroma voditelje, ki seveda ljudi uporabljajo kot delovno silo. Med drugim lahko tudi otroke uporabljate kot delovno silo. Danes jih pač ne uporabljamo kot delovno silo, nekaj let, 100 let nazaj smo jih pa uporabljali. Danes so pač otroci lahko. Ravno smo eno svetovane dopoldanjene gospe, podaljške lastnega ega, podaljške neumrljivosti. In gospod vozi svojega 4-letnega otroka na ne vem koliko občasnih dejavnosti, od ne vem tenisa, ne vem kaj, otrok sploh nima miru. To je v redu za psihologijo otroka, za neko, bom rekla, njegovo normalno sobivanje. Tako da ta obsedenost, bom rekla, s to produkcijo, tukaj vzaj ta pravzaprav kultura nasmeška. Če smo nasmejani, čudoviti, krasni, dobro delamo, dobimo neko plačo in kdo dobi pa toliko več. In to je ta umetna, usiljena kultura tudi produktivnosti. Se pravi, častimo tudi, če govorimo uspeh, materialni uspeh. Se pravi, da imamo, ne vem, denar, da smo uspešni, da naredimo šole, da imamo otroke, da imamo družine, da super kuhamo, da imamo vse počiščeno, pospravljeno. Pozabljamo pa na to, da dejansko obstaja tudi drug svet,
to je pa svet dosežkov, notranje lepote. Jaz v moji knjigi Povezovanje inteligenc, ne delam reklame, sam povem, ne, 4 kune opisujem to duhovno lepoto in tudi moralni odtis. Ne. Torej lepota, bom rekla, dejanj, velikih dejanj, mogoče vsakdanjih ljudi, ne, recimo matere samohranilke, ki otroka, mogoče dela 2 službi, spravi do neke diplome. To je za mene velik uspeh in jaz tukaj dajem velik poklon. Ne. Pa mogoče še omenim, pa ti pa dam besedo, ne, Zavod Hrastovec, jaz sem pač to moja sestra. On je bila popolnoma normalen, bom rekla, vsakdanji človek, živela neko življenje, zgodilo se je kar neki travm in je pač posledično pristala v Zavodu Hrastovec, ki je čudovito okolje, jaz se pogosto vračam tja, ne, in mi marsikdaj kdo reče, kako to, da jaz to objavim na Facebooku, da bi se pa tega morala sramoti. Jaz sem na moja sestra neskončno ponosna, da nosi svojo vlogo in tudi na sebe, ker pač imela tudi duševne težave, da smo recimo v tej lepoti pelali zadeve naprej z mojo nečakinjo, po smrti tudi moje mame. Ne? In to so za mene duhovna, bom rekla, razodetja po drugi strani, ne? Ker pač jaz človeka gledam drugačne. Pač Zavod Hrastovec ima ogromno ljudi, ki so pač tudi, bom rekla, genetsko od malega drugačni, danes temu rečemo neuronetipični, temu se reče neuronetipični, ne hendikepirani, a ne, boste vedeli izraz. A ne, in ko tudi recimo dobim včasih v pisarno otroke, ki imajo kakšne netipične težave, jih raziskujem, a ne, in jaz vse čas raziskujem, ker kot rečeno, znanost zaostaja, psihoterapija zaostaja, a ne. Mi ne zmoremo dovolj hitro reševati problematike. In zanj sem recimo napisala eni gospe, ki mi je pa piše Nano Plus, ne, da pač ne poskuša pri otroku, ki ima težave s koncentracijo, pa je zelo bister, dosež samo stopnjo koncentracije. Sem nekaj vaj napisala, kaj lahko poskus, da ima otrok recimo svojo pisalno mizo in tako naprej, ne. A veste, to vas noben psihoterapeut ne bo naučil, ampak to je zdrava kmečka pamet, ne. Brez tega in brez nekega kairosa, psihoanalizi, ne, oziroma sočutja, ki je dobesedno prepleteno v tej knjigi, tega ne boste dosegli, pa imate lahko 10 diplom, pa kilometrino, ne, brez sočutja. In to je po moje, to, ki ste hvala biti, sočutje je tista magija, je pravzaprav tisti nebeški kraj, kamor se vsi vračamo in ki si ga ti prele dobesedno predala. Jaz sem te tako začutila, publiki, ne, jaz sem te, tukaj sem zelo blizu tebe, res začutila prav tvojo vibracijo telesa, ne. In to je pravzaprav tista pota, ne, in pa v drugi vojni smo imeli ogromno tega sočutja, ne, zdaj smo pa spet na tem, kaj bomo naredili kot človeštvo, ne. Mislim, da smo v nekih zelo nevarnih časih, resnično. Se to sem, a meni slišite, ali si vzamem? Je pa mogo ne več. Pa se to lahko slišite. Ja. Pa se to lahko slišite tale. Ja. Konzorci. Ja, v glavnem, zdaj smo se dotaknili tistega, ne. Jaz velikokrat, predvsem zaradi tega, ker meni, naprimer, ljudje rečejo, ker imam to izkušnjo gledališča, ne, in mi rečejo, ja, na komedijo gremo, jaz razumem, da imamo ljudje težko življenje, ne, ampak kaj se tebi zdi pri komediji najbolj pomembno? Uspevajo več ali manj tiste, oprostite, bom zelo odkrita, pa nisem bila do zdaj, ker sem vedno rekla, da moram biti pač prijazna do publike, najbolj neumne komedije. To se pravi, ko se ponavadi režimo na tuj račun. Ne? A je tako. En je gor, da dela iz sebe norca, jaz sem največ, jaz sem bila ljubljenka občinstva, ko sem govorila po štajersko in sem govorila globoke, težke stvari, ki so me kot žensko prizadele, skozi hec, ne, kak je mene mož to naredil, pa ono mi je naredil, ne, pa smo se vsi režali. Jaz sem se vedno potrudila, da sem tudi v najboljši komediji, da se je začutila moja bolečina. Se pravi, če sem midva z možem seksala, pa me vrgal na mizo, pa ne vem kaj še vse, sem hotela pokazati, da sem odzad resnična ženska, ki ne more kar tako seksati, kdaj, kjer mu paše. Hočem reči, vedno sem se zavedala, da tudi komedija mora vsebovati moje žalostne dimenzije, moje iskrene dimenzije bolečine, če ne, je samo površna in ljudi samo poneumlja. Ne? Tragedija, no, hočem reči, hvala vam. Ko pa igram tragedijo, oziroma to pa mi igralci najrajši igramo, se pravi, ko dobimo nek lik, ki je tako težak, oziroma tako daleč od naše resnice, to je za nas največji igralski izziv.
Ne? In zaradi tega, ker pa se moramo pa zagnati vase in začeti kopati po sebi, da bomo našli nekje tisto, kar je naprimer ta lik, ki ga igramo, kar je njegova resnica. In mi vsi, se to je najbolj čarobno in tega se ljudje žal premalo zavedamo. Mi vsi, čisto vsak izmed vas v sebi nosi vse. Cel svet. Tudi, če nimamo izkušnje, naprimer, da bi koga umorili ali karkoli. Ampak noter je posajeno seme, da bi to bilo možno. Mi vsi nosimo vse. In seveda potem je treba vzeti lopato in kopati do nečesa. In zadnja izkušnja, ki sem jo imela zdaj, ki si ti rekla, da si hotela prijeti pogledat. Jaz sem bila doma, zdaj trenutno nisem zasedena, se pravi, igram samo to je Žene v testu pa ta party, te tekoče predstave, ki so enkrat na teden, dvakrat na teden in tako naprej. Moji kolegi pa študirajo igre in jaz pridem na vrsto in sem zasedena v eni igri Nebesje, se je reče, ki se začne delati januarja. Torej, ob dopoldnevih imam jaz zdaj fraj. In neko dopoldne mene pokliče direktorca in reče: Zvezdana, a imaš čas? Posluši, ena kolegica tvoja je zbolela, a bi vskočila v to igro? In jaz rečem: katero pa? Eno, imate zdaj v soboto premiero, ne? Ponedeljek so me pa klicali, ker sem vedela, ker je bil Ivica Buljan, ki ga imam jaz zelo rada, in sem si že rezervirala karto, da bom šla na premiero, ne? In ona pravi: ja, za Jutranjo zvezdo. In slišim, kako režiser odzad Ivica pravi: ja, Zvezdana, reci ja, ja, reci. Mislim, ker kljub vsemu človek lahko reče ja, ne glede na to, da sem jaz tam v službi, lahko bi se počutila nemočno ali pa kakorkoli že. V glavnem, tukaj v bistvu rešujemo sezono, rešujemo in celo igro, režiserja, vse igralce, da ta premiera v soboto bo, če ne jo morajo predstaviti. In jaz pravim: ja, ok, bom. Kaj pa igram? Ja, pravi: eno staro, pa Parkinsona ima, pa pridi čez pol ure. Jaz nisem vedela nič. In to se pravi, Parkinson, stara mama, stara gospa in čez pol ure. Jaz sem se, mislim, tekla hitro oblečt, pridem v teater in pravim: ja, Ivica, jaz nič ne vem, a se lahko sedem, pa vidim, mislim, kaj ste vi do tega ponedeljka že naredili. In gledam in je rekel: sedi se, da boš videla približno, zakaj gre, ker pa nisem imela časa niti teksta prebrati, ne. Pol med dvema vajama sem ga brala, ne. In sedim in se mi je zgodilo dvoje. A veste, kako takrat, ko si potisnen v neko situacijo, ti in razviješ, se pravi, vse svoje potencijale, intuicijo, vse, ti si prav kot en magnet, ki boš zdaj moral v teh 2 urah in pol v bistvu potegniti vse, kar vejo oni. In sem doživela ta trenutek njih gor in sem brala, se pravi, kako gre zgodba, kako gre to. In pa sem šla z njimi dol v pauzi in so mi začeli igralci pripovedovati: veš, to smo hoteli tako narediti, pa tako smo hoteli tako narediti. In sem kar naenkrat doživela, tudi to darilo sem dobila, da sem videla, kaj mi igralci si vse namaštamo, ne? Kaj pa pol mi dol vidimo, ne? Jaz sem bila v istem trenutku v bistvu na obeh straneh lahko, ne? Zelo sem dobro vedela, kakšne zgodbe si mi vse namislimo za to, da to osebo lahko igramo, ker to je naše meso potem. Hkrati pa dol pride mogoče samo nekaj ali pa samo ena stvar. Pa v celi igri moraš ti loviti informacije in tako naprej. V glavnem, pol sem med drugo in šesto, ki smo imeli vajo, sem brala tekst, šla sem gledati na internet, kako izgleda Parkinson, pol sem klicala naslednji dan enega prijatelja, ki ima Parkinsona, da sem slišala ta zvok in tako naprej. In seveda, veste, mislim, ni bilo veliko teksta, to je res, ampak tudi, če bi bil tekst, meni tekst ni problem. Mi smo strenirani, tako kot so šoferji strenirani, da skoraj mi že lahko vozijo, tako se mi tekst naučimo just like that. Mislim, to je najmanjša stvar. In jaz sem vedela, in potem je bilo še nekaj, da sem ji rekla: bo šla pogledati posnetek, kako je to tvoja prejšnja kolegica delala, ne? Mislim, tak je zbolela. In sem rekla ne. In sem rekla ne, in se je pa to celo izkazalo za dobro, da sem rekla ne. Se pravi, ker sem v resnici ustvarila popolnoma svojo osebo
In so mi bili pol vsi hvaležni, ker so rekli, da sem dodala še neko dodatno dimenzijo. A veste, oni so 2 meseca pa pol to že delali. Oni so bili že vse navajeni. In jaz sem prišla kot en nov bencin ali pa nova nafta, ki je kar malo naredila prepiha in so vsi začeli malo drugače, tudi cela igra, cel prostor se je začel drugače obnašati. In jaz sem seveda nekako odlagala to, da grem v tiste copate, pa v tisto halijo, ne, kjer me je bilo strah. Ker me je bilo prvič strah, da se bom osramotila, da bom tako slabo naredila, ali pa, a veste, ko ti greš v to, se od zunaj ne vidiš. In te je vedno nas je vse malce strah, da se bomo osramotili v smislu, da bomo neumni, da bo kaj izgledalo grozen in moraš kar pregrizniti in pustiti vse te človeške strahove nekje v nekem kotu in se prav vršiti v to, ker ti drugega ne preostane. A bo to v redu, a bo pa režiser rekel, zaznano, to je čist brez veze, to moraš drugače. Mislim, v glavnem, vse to moraš preigravati. In jaz se pol dam v tiste copate in pol mi dajo tisto hojico in jaz že v garderobi začnem s tistimi gibi, ne, in nisem vedela, a čem iti v to zunanjo manifestacijo Parkinsona, pa nisem hotela preveč, a veste, ker Parkinson ima različne faze, ne, in tako naprej, kje bom našla to harmonijo, oziroma to, da ne bo ne preveč, a veste, vi ste neverjetni, a veste, kako jaz spoštujem publiko. Jaz vem, da vam ne morem nič lagati na odru in jaz vem, da tisti, ki ste še bolj odprtega srca, da moram biti zares ali pa boljš, da me ni. Mislim, in zato stalno, vsakokrat, ko sem na odru, dam od sebe najboljško v tistem trenutku zmorem. In to delamo tudi moji kolegi in to mislim, da bi morali delati vsi in večinoma tisti, ki jih jaz spoštujem, tudi delajo. Nikoli jih jaz ne vidim ne nastopati, ne stati na odru, ne govoriti, če nimajo odzad, se pravi 100% sebe. No, in jaz grem in pa se seveda dogajajo take stvari, ki ti pomagajo, ona mene hrani na odru in jaz, ker sem bila seveda živčna in takole sem se tresla, meni en košček tiste hrane se mi tako zalepi tukaj gor, ne. Oni so vsi mislili, da sem jaz to namerno naredila, pa nisem. A veste, vse, kar vesolje mi je pomagalo. In pa sem to ohranila, pa sem morala se potruditi, da je en košček hrane tukaj ostal. Ampak moram vam povedati, naslednje 4 dni sem se vedno težje vstala iz postle. Vsakrat, ko sem se pogledala v ogledalo, jaz sem v resnici postajala 80 let stara baba, ženska, oprostite, nisem mislila grdo baba, tako baba sem hotela reči, v tem si mislila, tale del se mi je čist povesil. Od znotraj sem začela to živeti, ne. Ja. In me niso rabili, razen da so mi naredili lase sive, me pa malo pobelali obraz, ker sem bila je preveč sočno rjava od sonca, ne. To je vse. Človek se od znotraj začne spreminjati. In jaz sem dokaz, dragi moji, da je res treba paziti, kaj mislimo. Ker to se potem pokaže na zunaj. Mislim, dokaz, živi dokaz, ker jaz sem se kar že eno jutro zbudila in sem kar že takole mi je roka delala in sem kar zvezdana, majko milo, da se naš tega nalezla. Res, prav strah me je ratal. Tako da, ko sem in pol grem jaz na premiero in seveda jaz se nisem nič fokusirala, kaj bo kdo rekel ali pa me bo kdo pohvalil. Režiser me je itak ima rad in je rekel, Zvezdana, mislim, I love you, je rekel, ti si, zdaj so me kar naenkrat, da veste, jaz sem se za svojo igralsko kariero morala kar fajn boriti, ne, ker so me etiketirali, da sem lušna, seksi in to je bilo to, nič drugega, nisem tudi ne dobila za igrati. Tako da jaz sem v nekem trenutku rekla, če pa tako mislite o meni, ok, bye bye, jaz sem zaljubljena v teater, jaz sem zaljubljena v umetnost, meni tega ne boste vzeli in tudi če jaz nisem tako, kot sem si zamislila, tako naredila, bom pa tako. In jaz zdaj zadnja leta dobivam vloge, dobivam nagrade, dobivam pohvale, tako da se moram kar včasih v lica ščipati, odkot zdaj kar naenkrat to. In jaz na premieri dobim tak aplavz in še nekaj se je zgodilo. A veste, vsi, ki mene poznajo, ne, in mislijo, Zvezdana je luškana, pa seksi, pa ne vem, kako pravzaprav me dojemajo, ne vem, si predstavljam, da nekako tako.
in so vsi mislili, Zvezdana si ne bo upala biti grda, stara, ofucana, bolna, tega ne bo, sigurno si bo namazala vse trepalnice. Nisem. In ko so me na reprizi, igrala sem premiero in reprizo, moje tele stilistke, ki ti hočejo dobro, so rekle pa vseeno, zdaj danes bomo pa malo, ne bomo tako naredili, ne, te bomo malo polepšali. Sem rekla, ne, drage moje ljubice, jaz vem, da me imate rade, ampak tukaj jaz ne smem biti spedenana, tukaj jaz kažem življenje, ki se mora vsakega izmed vas dotakniti. Namreč, a vi veste, kaj sem jaz začutila? Ta zapor v tem Parkinsonu, ki ti vse razumeš in vse veš in ne moreš več skoraj nič izraziti, ne moreš nič več spremeniti. Res je. Nič. In potem si tam noter, zaprt in gledaš in še jočeš navznoter. In to me je najbolj prizadelo. In to so tudi ljudje potem čutili. To čutite, čutimo. Zato se ne bati tudi svoje tako kot pravzaprav Cohen je tudi rekel, ne, Leonard Cohen, ne, žalost in svoje težke občutke, vedno nekaj naredimo z njimi, preobrazimo jih v nekaj boljšega in lepšega. To je moja izkušnja. Hvala. In sem bogatejša za njo, vam moram reči, mislim, tudi spet me je malo spremenila, ne. Spet sem dobila nekaj vem, česar nisem vedela tako močno in tako globoko. Se pravi, to sem preživela. Zdaj pa, Lucija, kako si pa ti, na primer, šla čez te žalosti, oziroma kako ti, ne, pravzaprav bolj bi ti rekla, kako pa ti misliš, namreč še naslednja stopnja žalosti je pa potem hrepenenje, izguba, žalost, tema, pa neko hrepenenje, ki se mu spet tako zelo odpovedujemo, ker je neka hrepenenje, zakaj je hrepenenje izgubilo to moč? Naprimer, v srednjem veku so ljudje hrepeneli po ljubezni, za katero so vedeli, da ne bo nikoli uresničena, pa so preživeli in so pisali pesmi, mislim, in je presvetlilo jih to. Kako ti to na to gledaš? Vse to, kar sem ti zdaj dala. Pokomentirala, mogoče to tvojo igro, Parkinsonova, to ujetost, ne? Tudi v tej knjigi lepo povedana ta epigenetika, to se res te okolje nas spreminja, gen plus okolje fenotip, ampak je pa seveda razlika od tega, kakšna je naša esenca, torej esenca naše biti, iz česa smo narejeni, kaj je tisto naše bistvo. In ker ti si šla čez trpljenje, ti si meni tudi veliko svojih zasebnih zgodb zaupala, si šla čez eno katarzo na mnogih ravneh, kot ženska, mati, igralka in tako. In tudi jaz sem seveda svojo katarzo in ravno zaradi te katarze si lahko odigrala, v enem tednu si se naučila vlogo, v bistvu. Ja. In če ne bi imela predhodnih izkustev, jaz vedno rečem, da nas življenje ne govori na kakšno zahtevno potovanje, brez da imamo, ne vem, bom rekla, ustrezno obuvala in tako se najde pač nekdo, ki nam jih posodi, v tem primeru ti dajo pač scenarij, naprimer. In potem seveda, zakaj je tudi prav, da nisi pogledala Saše, zato, ker pač je bila ona s svojim zapisom drugačna. In to, kar ti razlagaš, pravzaprav ta čustva in ta ujetost v telo, tudi jaz sem spremljala svojega očeta, ki je bil bolan in tudi umiral in je bil zelo bogi, in sem dolga leta rabila, da sem lahko sploh o njej govorila, brez da sem padla v jok. To te ujame, ne ujame samo tebe. Govorimo tudi o medgeneracijskih travmah in ko govorimo o hrepenenju, zakaj danes ljudje ne hrepenijo. Povedala si na začetku, prodajo se stvari, ki so instant, torej make-up, torej prijeten pogled, prijeten nasmeh. Tudi jaz recimo hodila z ljudmi, imam pač to svojo metodo, pri meni se joka prvič in drugič, potem se pa dela. Če ne, če želijo ljudje pač imeti nekoga, ki bo z njimi se vrtel v kolesju, bom rekla, srečno sladke žalosti, nekaj to obstaja, to je nek vidik, bom rekla, automazohizma, pač jaz nisem naslov za to, torej potem taki ljudje niso navdušeni. Ker tudi žalost se da izkoriščati, mislim, in manipulirati z njo, govorimo o pravi. Tako, pa tudi od statusa žrtev ima telo velika, se to mogoče i današnja tema, se pravi žrtev ima vedno neko manipulativno polje, nekdo, ki se bori, pa seveda kaj počne, lahko v ljudeh ustvari tudi vidike zavisti in tako.
Sprašala si me o hrepenenju v temi, ne? Se pravi, vedno rečem, kdor ni izkusil teme, ne more razumeti svetlobe, ne? In v svet je narejen bipolarno, ne? Se pravi, vse je vedno nasprotje, tako je narejen naš jezik, ne? Se pravi, lepo se vidi čez grdo, dobro se vidi čez slabo, ne? In to, kar jaz recimo opazujem, poleg tvojih navedb, ne samo da ljudje hočejo instant odgovore in hitre rešitve, ne? Se pravi, mi smo nekako kultura fiksov, te fiksi so različni, lahko ste pač odvisni od vem česa, ne, vse več ljudi, jaz nimam nič proti, bom rekla, nekemu načinu nekega zdravega raziskovanja mladih, ne, ampak absolutno, ko sem delala že z otroci, ali pa mladostniki, ki redno, recimo, uživajo travo, ne, se pravi, se pokažejo problemi s spominom, kratkoročnim spominom, tako naprej, ne. A veste, potem nekoga prepričevati, kot sem jaz, kam prebranim stvari tok in tok, ne, je popolnoma brez smisla, ampak to seveda poskušajo, ne. Torej, hrepenenje je povezan tudi z nekim znanjem, ne, znanjem in z ljubezni do znanja. Torej, sem, ne, bom rekla, ker se znanja tiče zelo odprta, ljudem pomagam, povem vse, kar vem in tudi srečujem take ljudi, ne, in sem tudi imela srečo, da sem leto dni nazaj začela študirati v Ženevi, 1 leto, tudi sem sploh še uspela povedati, in imam tudi zaključen ta executive master iz političnih znanosti in sem pač 1 leto hodila tja in poslušala svetovne voditelje, ne, ki so bili nekoč predsedniki držav. In kaj hočem s tem povedati? S tem hočem povedati, da ko pridobimo čim več podatkov, torej čim bolj nevtralne uvide, začne se dogajati nekaj izrednega, vidimo sami sebe. Sicer smo vedno pristranski, in vsak pogled, zakaj sem jaz antropologija, zato pač antropologija te nauči, da je svet raznolik, in recimo, če smo pri vzgoji, vzgojnih tehnik po svetu je neskončno veliko. Trenutna permisivna vzgoja je popolnoma napačna, to je jasno. To je jasno, to je v tem največ vela spoštovana profesorica, tudi moja Vesna Godina, odlična predavateljica in res ne predana so bila top in tudi odlična ženska, ona o tem piše naprej in ima prav. Je oštra, včasih malo šokira, ampak ima popolnoma prav. Ker če vi otroku ne date do 6-7 leta orodij za preživetje, ne bo preživel. In ga boste morali trajno servisirati. Ne? In začel nekdo težave z lastnim egom, recimo neka mati ali pa oče, da rabi svoj otroka kot svoj podaljšek, ga bo načrtno poškodoval. Ne? In kako bo tak otrok hrepenel, če mu ni dana izkušnja bridkosti. Ja. Hrepenenje je povezano z bridkostjo. Ne? In ko jaz dobim koga, recimo mladega otroka ali pa mladostnika, a se bo že kdaj nesrečno zaljubljen? Ne. Jaz ti škoda. Je kako? Ja, zato. Je zakaj pa tako mislite? Je, ker je to potrebno. Če vi želite doživeti veliko ljubezen, se jo morate zaslužiti. Če vi želite doživeti katarzo, se jo morate zaslužiti. Če vi želite doživeti kakršnokoli, velika stvar za mene ni certifikacija, kdo je na vrhu, pa kdo je od spodaj, ampak veličina, v bistvu občutka tega prenosa neke svete energije, to se morate vse zaslužiti. In kaj sem jaz recimo ugotovila, zakaj je tudi recimo te self-help books, ne? Torej knjige za samo pomoč, ne? Torej Amerika se je izmislila tak trg, ne? Ravno zaradi pač njene zgodovine, tega usiljenega, tukaj tudi poglavje, prisilni, kultura prisilnih nasmeškov, ne? A veste, in to ni samo stvar Amerike, tudi v Sloveniji ogromno takih, bom rekla, terapeutov, trenerjev bodi vedno vesel, vsej vlada lahko vplivaš avtostimulativno, vse to je avtostimulacija možganov, seveda, ne? Ampak vi morate najprej bolečino sprejeti in dovolj, da vas tudi preobrazi, kot si ti lepo povedala, ti si po vlogi Parkinsona pač drugačna. In jaz sem prepričana, da igralci, veš, to sem jaz nisem imela cajta, ampak jaz zelo spoštujem igralce, veste, ker uživeti se v vlogo drugega, to je zelo težko. To je umetnost, to je empatija, to ni stvar, ki jo pač imaš, se znova rodiš. Lahko ima seveda predispozicije večjega sočutja, ampak v kulturi moramo vzgajati otroke sočutja. In ravno danes sem imela to gospo, ki sem prej omenila, in je rekla, da bodo v vrtcu začeli učiti otroke sočutja, ker ko otroci padejo, v vrtcu se smejijo. Oni ne razume, da to ni risanka, to ni kartun, to je live. Kri ni umetna, to je pač biološka, biokemijska, torej naša kri. Ne? In problem je, da smo mi začeli enostavno s to masovno kulturo, zaradi seveda, zadnje vedno zaslužek, tudi mediji, pogledajte negativna pisanja. Ne? Uredniki morajo začeti razmišljati o tem. Jaz sem zadnjič pela nekemu gospodu, ki me vprašal za nasvet, smeka piše o smrti in ljubezni. To na noben bral, jaz ne želim o smrti pisati, recimo, tukaj imam tudi smrt, tema smrti. Vprašala si me hrepenenje, torej, a verjetno ne že kdaj kdo umrl, ne?
tudi meni, ne, pa če moja starša sta oba na drugi strani, a ne, in jaz imam pač povezave s temi dušami, od nekdo o tem sem veliko pisala o sensi, ampak jaz nimam potreba, da zdaj, a razumeš, meni ploska ljudje, koliko sem jaz fenomenalna, vem, kaj jaz pač vem, koliko sem fenomenalna, razumeš? Jaz ne rabim nobene potrditve in to je bistvo. In ko se enkrat v sebi prepričam, iz vlastnih izkušenj, ljudje to čutijo. In pride čas, jaz sem delala tudi ogromno z ljudmi, tudi predavala in tako naprej, zdaj sem enostavno iskreno ti ne ljub. A vi verjamete? Zakaj bi jaz predala ljudem? Ne. Ja, veste, kaj jaz povem? Nekaj zelo krutega bom zarepela. Ko me kdo vpraša, recimo, kaj pa jaz mislim o, recimo, jaz se tudi ukvarjam za AI, ne? Umetna inteligenca. Ko vidim nekoga, ki samo išče informacije, rečem, ne povem. Oprostite, zakaj bi jaz nekomu, ki si ni zaslužil mojega znanja, ob kavici razlagala tako velike teme? Ne povem. Ali pa druge stvari, le preberi si to, pa 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 še to, pa to, pa to. Pogledajte si reference v tej knjigi, ali pa reference v kakršnikoli znanstveni knjigi. To ljudje niso zastonj eksperti nečesa. Se pravi, proučujejo nekaj stvari in tudi ta gospa je proučvala cel kup stvari. Ona dela research, to je antropološko. To, kar dela ona, je metoda v bistvu globinskih intervjujev. To tudi jaz delam. Ne? Se pravi, če vi hočete res neko stvar spoznati, morate ljudi globinsko vprašati. In jaz ne bom razlagala globokih stvari ljudem. Razumete, ni placa. Ne? Kako naj ti to povem, če ni placa? To je kozarec. Trpljenje ti da obliko, da si vaza. Potem se naenkrat kotlina in si ocean in tja gre voda. No, to sem se zdaj spomnila. In to res, to tako je. In jaz pač ne procesiram sebe tja, kjer ni placa. Pa se ne, sem luštna, prijazna, blondna, jaz sem mislila karkoli, ne. A veste, pač to je njihov mnenje, jaz se s tem nisem ukvarjala, ne, ker vem, kdo sem. Od nekdo, odkar sem se rodila, vem, kdo sem, pa vem, kam grem. A veš, smrt je samo druga oblika. To pa jaz vem, ker sem imela sprotno izkušnjo. Sam tem ne bom zaenkrat, če govorila, ker brez veze, ni še čas. Mislim, brez veze, sam ni za ta tema, ampak hočem reči, in ko to veš, si drugačena, ne? A veste, prej si pa v bistvu prazen in ne dovoliš, da te bolečina te more stret. Dobesedno, stret te more, da priznaš, da si miljivo bitje. Ali pa tukaj imamo poglavje Amerike, imate združenje neumrljivih, ne? In res ljudje mislijo, da bodo večno živeli. In se ukvarjajo v bistvu s tem, kako bodo oživili mamuta in kako se bodo pač zamrznili in tako naprej. Pač materija je miljiva, to vemo. Newton je povedal svoje in Bog pomagi, če pač niso tega pogledali, pa ne znajo tega, ne vejo tega, ne? Pač jim ne bomo povedali, ne verjamejo naprej. Ja, zelo zanimiv pogled. Mislim pa tudi to mi je zelo zanimivo, to si bomo zapomnili. Hvala ti. Vidite, kako so pogovori, fajn. Lucija, za to, da je treba... Mislim, znanje, ne? Da znanje v bistvu, da je znanje tisto, ki je tako zelo pomembno, da razumeš, da slišiš hrepenenje, da razumeš žalost. Naprimer, tlele zdaj, ki si to govorila, sem si rekla, res moraš imeti znanje in res moraš imeti odprto srce. Tukaj piše, o Bog, ne nahrani me z ljubeznijo, temveč s hrepenenjem po njem. Ne? Sufi, ja. Ibn Arabi je napisal, ali pa ne išči vode, bodi žejen, Rumi. Mislim, to je za nas znanstvena fantastika, da en reče, ne išči vode, bodi žejen. Kar nas je najbolj grozen, da smo žejni, a ne? A veste, to je ta funkcionalna, ker jaz pravim tudi, da manjka funkcionalne pismenosti, oziroma da vedno bolj. Mislim, mi ne smemo dovolj, a veste, da bomo poenostavljali čisto vse. V stavku ne išči vode, bodi žejen, je taka, a jo čutite to, a čutite ta stavk, to širino, to globino, to moč razumevanja, kada bi celo vesolje bilo v njem, da zmoreš si želeti, da zmoreš biti žejen, da si ne želiš vode, tako kot si mi vsi tukaj želeli, mislim, velika večina, vode, ne uživati oziroma čutiti žejo, čutiti globino tega hrepenenja. Mislim, zdaj spet preskakujem, veste, ker ne gre samo za vodo, gre za vse naše občutke, začutiti širino nečesa, česar nimaš, moč tvojo globino srca, ti nimaš, naprimer, ljubezni. In daj mi to hrepenenje, da začutim. Tukaj noter je skrita moč. V tistem hipu, ko ti to dobiš, je to hipno
in potem si spet na poti, spet na poti in spet dobiš in spet nastaja tisti prostor, ki te polni, ki te bogati in dobiš in greš spet naprej in spet in spet. Tudi to je v tej knjigi. Mislim, tukaj je, jaz pač vabim ljudi in mislim, da jih bom do zadnjega dne vas vse vabila, pa ne zaradi mojega ega, ampak zato, ker vem. Zaradi tvojega srca. Ja, verjetno. Ja. Ker vem, kako je plavati, biti pogumen in iti v to in plavati v teh odtenkih čustvenih in čutiti. Takrat si res, takrat začutiš veličino tega življenja, tega, da si človek, tega vsega in potem seveda verjetno v te vsakdanje ne zapadaš na ta način s to jezo, ki je tukaj na svetu. Kaj pa misliš zdaj o tem? O tem svetu, ta trenutek, da končamo, pravzaprav, vi boste brali, poskušajte to začutiti, ampak toliko je knjig, namreč to je, morate vedeti, če je nekaj uspešnica v Ameriki, ne? Rada bi bila, da bi bila v Sloveniji tudi. Ampak, pa da bo, zapametite si. Še vedno, ko sem si tako zaželela, nič agresivno, pa nič, ampak z vsem srcem, se še je to vedno zgodilo, pa tudi če 10 let traja. Ali pa 100 let. No, ampak hočem reči, kaj bi ti danes rekla, ko je, naprimer, jaz se kar bojim včasih iti na Facebook ali pa, jaz se že kar bojim iti, naprimer, vsa poročila. Naprimer je, zadnjič sem prav doživela ta FAO efekt, ne vem, kaj nekaj ni bilo v redu in potem se oni pogovarjajo o tem, kar ni bilo v redu, toliko časa, da ti vsi dnevniki, vsi novinari o eni temi, kaj da bi prav glodali. Ne vem, oni mislijo res, a to mi ljudje res rabimo, ali je tukaj prišlo do neke napačne preskoka, da te komunikacije, ali na koncu koncev res drugi drugega tako omalovažujemo, da mislimo, da bomo ure in ure uživali v tem, da bomo secirali nekaj, kar je bilo narobe, kar nam je itak prvi trenutek jasno, da ne je bilo narobe. Ali pa, mislim, a ni najboljše na svetu, da če je nekaj narobe, rečeš to bila, mislim, tako pa tako se reši, gremo naprej. Ali kako? Kaj je zdaj? Kaj se nam dogaja? Pa mi bi se drugega pobili. Mogoče še pokomentiram prvo tvojo prejšnjo zelo lepo ugotovitev. Torej, kaj dela trpljenje? Se pravi, trpljenje ti odpre potenciale. To je dejstvo. Torej, odpiranje potencialov, ali pa če hočete mutacije, so vedno povezane s spremembo okolja, torej z določeno frustracijo, ki jo človek mora premagati. Zato pač ta hrepenenje, torej voda. Zakaj moraš biti žejen brez vode? Torej, ko hrepeniš po ljubezni, ko hrepeniš po dotiku, takrat si šele verjetno pripravljen za dotik. Kar se tiče pa jeze, oziroma hate news, ali pa temu lahko rečeva nekega procesiranja človeškega nezavednega, ker moramo nekaj razumeti. Nihče od nas ni otok. Zdaj bo šla kolumna, oziroma zadnja beseda pri Sabine Bolnar, moja zadnja beseda v Oni Plus in sicer z naslovom, ko množenje zlično postane sota, kako se že da naslov v tem smislu, se pravi. To je čas, v katerem so ljudje izredno egocentrični. Jaz sem govorila na splošno. Egocentrični, ogromne narcisoidnosti, niso to samo moški, številne ženske so zelo narcisoidne, to je res ni povezano s spolom, to je povezano s časom. In ta narcisoidnost, ta egocentričnost, egoizem je povezan z kulturo individualnosti, torej zgodovino naše moderne dobe, ker smo individualisti, ženske imajo svoje karijere, tako naprej. In ko naenkrat zgubimo to povezavo kot kolektivno nezavedno, kot se pravi, če se spomnite Frodove gore, nad spodaj, se spomnite vsi, se pravi, morje to danes, če vam vejo vsi, ker to se zelo, hvala Bogu, kaže. Se pravi, gora na vrhu, spodaj je pod vodo, precej večji del gore, ki je tako, pač reflektiran. In tako smo mi vsi. Se pravi, ko je zdaj z ljudmi, jaz pa nezavedno marsikaj odkrijem in zato lahko pa stvari sestavim, ker pač imam globinski uvid. Ampak zato sem pač šla čez cel kup iniciacij.
Rue du Passage, po francosko, tukaj imate v knjigi napisane iniciacije obreda. To poznajo staroselci, indijanci in tako naprej. Se pravi, ko ste vi odrasla oseba, greste čez iniciacijo. Vsaka kultura ima nekaj drugega. Nekoč je bilo za moške v Sloveniji vojska, za ženske porod. Danes se to vse spremlja. Številne ženske nimajo otrok, moške ne hodijo v vojsko, v vojsko, kar pomeni, da teh iniciacij ni. Torej, to je povezano tudi z jezo. Mlajše razlagamo, ne? In če gledamo našo trenutno zavest, koliko smo povezani, ljudje so bolj ali manj povezani, če so že v družini, če ne so po kohortah, se pravi letniki, jaz sem 77, ti si pozabila, sem že 77, skratka kohorte, oziroma medgeneracijsko mlajši, recimo, ki so stari 20, so bolj povezani med sebojno, kot so starši. To ugotavljamo v socialni psihologiji. Kaj hočem zdaj s tem povedati? Hočem povedati, da nimamo več gena za povezovanje, pa to ne velja samo za Slovence. Veliko bolj se potem recimo povezujo profesionalci med seboj. Jaz delam ogromno z naravoslovci, matematiki, ogromno, strojniki, elektrofaksi, z ljudmi, ki so naravoslovci, tukaj pač te teme zanimajo, ker ravno to manjka. In tudi tam to opaža. Torej, povezanost je nekaj, kaj ustvarja sočutje. Povezanost ustvarja sočutje. In tisti, ki ste imeli v družini kogarkoli bolanga, točno veste, kaj to pomeni. Jaz sem veliko delala z ljudmi, ki so recimo negvar svoje starše na domu. Imela sem par prijateljic in sem zelo ponosna na njih. To je zelo velik trud. Ali pa voziti non-stop svoje starše k zdravniku. Ali pa se imeti recimo za domove. To so hudi stresi. Hudi stresi. In recimo demenca mimogrede, ko se pa človek stara, se lahko seveda tudi možgani postarajo, začnejo povedovati in ljudje se takrat osebnostno spremenijo. In jaz vsakemu, ki to doživlja, povem, tvoja mati še vedno ista, samo pač možgani ne delajo več tako, kot bi bilo treba, ker so lahko tudi takrat starši mogoče grobi. Tudi v temu je v tej knjigi, torej v sočutju. In zakaj toliko jeze? Zato, ker je enostavno diktirana, draga moja, diktirana. Tam, kjer je fokus, tam, kjer je središče, tam se misli vrtijo. Jaz sem že mnogokrat govorila, z marsikomu pišimo dobre novice, pa rečejo nekaj, tega nihče ne bo bral. Ni res. Če vi date v tem smeti, bodo kupovali smeti. In na koncu pa jim lejte, ne boste nobenega cajtanga več prodali, ker ljudje več ne berejo časopisov. A kupujete časopise? Jaz nisem špoti cajt, jaz pač pogledam vse online. Ampak hočem reči, lejte, spet smo pri preslikavi, dajmo se spomniti začetka. Če sem jaz urednik, šivam negativne novice, jaz bom slejko imela problem, ker to je moja stvaritev. In to je zakon karma. Razumete, zakon karma ni tako zelo zapletena stvar, kot folk misli, sploh ne. Torej, moji zapisi, berite moje zapise, jaz sem oštra, ko skalpel, ampak nikdar žaljiva. Tudi ostankne. Znam se neka gospoda, on je recimo gej, ima zelo tako, bom rekla, preveč bogato seksualno življenje in sem malo pridigala o zvestobi, pa sem strinjal, potem sem mu pridigala o hrani in sem strinjal, sem nekaj poslušal, če tako ne bo, pač ne boš hodil k meni, sorry. A sem kruta? Ja nisem, tako bi pač mogla biti. A ne? Razumeš, kako hočem reči? Torej, jaz ustvarjam ta svet, to je moje vesolje. Moje vesolje je svetlo in jaz smo taki ljudi kot sebe, ne? A ne? Tudi recimo jeza. Jeza je drugače, kakšno čustvo? V bistvu varovano čustvo. A ne, sploh, če pogledamo amigdalo, torej, če se ustrašimo, naprimer, ne vem, a kdo od vas akrobatsko smuča, a kdo od vas vozi downhill, a kdo od vas strelja, nič od tega, ne, borilne veščine. Ok, tukaj pač ne rabimo tega čuta, ampak recimo so ljudje, ki to počnejo, ne, imajo popolnoma drugačen instinkt kot mi, ki pač o tem nimamo veliko izkustva niti znanja, ne, in tudi jeza se različno preživa pri ljudeh, ne. Nekdo recimo, ki veliko teh čustev procesiral, to so lahko recimo poklici kot so vejaki in tako naprej, lahko ima seveda PST, PST, torej posttraumatski sindrom, stresno motnjo, ampak po drugi strani so bili bolj trpežni. In to, kar res opažam zdaj, ljudje so takoj užaljeni za vsako stvar, to je nekaj neverjetnega. Užaljeni za vsako stvar. Veste, to je posledica narcisoidnosti, egocentričnosti tega sveta. Zanj sem nek case, nek primer. Torej, ali lahko jaz povem svoje mnenje? Če se mi zmenimo, mi smo podjetje, zmenimo se, da gremo kaj s tem, narediti neko stvar. In jaz imam občutek vesti in jaz moram zdaj vse zmes s tem, da jaz razlagam samo sebe. To je egoizem, dopustite. To je čisti egoizem. In razlog za jezo, super, da smo online, je egoizem in egocentrizem. Občutek sočutja je pa kje. Ne? A lahko vprašam koga, imate sočutje do mene, zdaj pa za zvezdane, kako se počutim. Kdo lahko gane? Najno čustveno stanje, to je čustvena inteligenca. To je realni test čustvene inteligence. Trenutno ste vznemirjeni?
Ne, to ne. Strastna. Ja. To ni isto. Ampak je podobno. Ok, kaj še zvezdana? Aha, jaz mirim na videl. Aha. Zadovoljna? Ok, še kaj. Dajmo še, čustvo. Dajte vsak nekaj povedati. Ja. To je trening, to je zdaj compassion, zdaj to je trening. Kako? Empatična. Dajmo še, dajmo. Srečna, ker je uspelo vedeti. Srečna. Še kaj. Kakšen sem še mene, dajmo naprej, kar govor. To je zdaj povezovanje na nezavedno. Vi zdaj ne veste, nič prav narobe, tukaj ni prav narobe, veste. Direktna, odločna, iskrena, sočutna. Super. A vidite, to je to. Zdaj tole nezavedno. Jaz hočem vam predati, a veste, jaz nimam tukaj nobenega interesa. Nimam interesa, to je bistvo. Nisem egocentrična. Nisem. Jaz nimam ljudi, mene noben vpraša, kako sem. Jaz vse sploh ne razlagam, jaz sploh ne rabim vse razlagati. Ampak redko kdo me kdaj vpraša, kako sem. Ker jaz pač druge poslušam, kako so. In nimam potrebe sploh vse razlagati, a veste. Kako to, da ne? Nobenmu, nikoli? Mislim, redko kdaj, kam niti ne vprašajo, ne? Ker so pač egocentrični. Dobro, res imam jaz vlogo, da jih poslušam. Ampak niti vprašajo me, razumete? Dajte se zreflektirati sami sebe. Jaz ne govorim prav narobe, ne? Samo vsak se mora zreflektirati. Ampak ste opazili, ko je rekla Lucija, nič ni prav in nič ni narobe, ste se takoj odprli. Ste opazili ta trenutek. Vsi ste kar naenkrat, a veste, mora biti vaš čas prav, da nam kaj narobe rekel ali pa kaj tazga. Ne! A veste? Lahko še eno daju. Ja, dej! Še barve. Kakšne barve so? Kakšne barve sem jaz? Roza? Zlata? Dejanske barve, te zunaj. Koliko vi čutite? Ne, tako čutite, če da bi gledali... To je spet nezavedno. Veste, tukaj se ljudje povezujemo in to je moj način dela. Torej, jaz ujamem nezavedni moment, to sem pa uspešna pri ljudeh. Kako me vi vidite, gospod? Vi, gospod? Ja, prosim. Rdeča? Ok. Lejte, vsak ima drugo barvo, vidite, nič ni prav, pa nič ni narobe. In težava v jezi, tudi v tem, da smo postali kot babilonski stolp. Vsi govorimo slovensko, vendar nihče nikogar več ne razume. In jaz prevajam, kot ti pravim že več časa, iz slovenščine v slovenščino. Jaz sem multipoliglot. Ja, tudi jaz. Ne vem, koliko sploh jezikov na tem svetu, to pa nisem še pogooglala. Ali lahko kdo pogoogla, koliko jezikov na tem svetu? Živečih jezikov. Mislim, govorjenih jezikov. Tako da to bi dala razlog, pomanjkljivo sočutje. In to je tudi rdeča nit te knjige, sočutje, trening sočutja in predvsem sposobnost sočutiti ne samo s človekom, ampak recimo, gledajte, s svetom. Mi nismo več Slovenci, mi nismo več narod, mi smo trenutno civilizacija, ki se je znašla v zelo, zelo zapleteni situaciji. To so, kar sem se naučila v Ženevi, mimo grede, težko je peljati politiko, veste, težko je biti predsednik vlade, zelo težko je biti predsednik vlade, ker ljudje ne želijo razumeti stališča drugega povsod po svetu. Ker je predvsem bolj prikladno biti jaz in samo jaz, mogoče ti, če bom kaj od tebe sicer pa jaz in jaz. To je razlog za jezo. Amen. Hvala! Hvala lepa. Zanimivo, a ne? Ja, vam ni žal, ne? Ne. Tako, zdaj se pa vi na vrsti, zdaj pa vi vprašajte, kaj vas zanima. Mene recimo tole, v bistvu nima poante s tem, kar smo govorili, ampak kaj lahko naredimo, ker je vse nas na to tekmovalnost, da bi sodelovali. Pa se mi zdi, da ta čas toliko sodelovanja bi rabil, ne? Kaj lahko posamezniki naredimo, ne? Posod smo v te tekmovalnosti, ne? Vse igre so tekmovalne. Čas je pa tak, da rabimo sodelovati, da nam bo bolje. Hvala. Bom najprej jaz, mož pa ti. Namreč to je zdaj bilo tale moj uskok, ne? So verjetno nekateri tudi gledali, zdaj bomo pa videli, kera je boljša. Ali Saša, ali Zvezdana, ne? In jaz sem seveda to začutila, jasno da, ne? In to čutim, se pravi, velikokrat v življenju, mislim, cel življenje. Veste, kaj vedno naredim. In to mi ni nihče povedal. To, kar intuitivno oziroma tako od znotraj naredim, predvsem zaradi tega, vam bom povedala, ker sem bila mlada,
In sem prišla v Dramo in je tam tak interni bife, se to bo zdaj vse podarali. In sem tako mlada, vsa stala in vesela na onem šanku in gledam takrat igralce, prvič eni, kako so bili eni pasi, drugega, eni to, enim se je zdelo, da so ne vem kaj, pa sploh v resnici niso bili, pa tako. In ko sem gledala ta mali živalski vrt, človeški, in sem si rekla, Zvezdana, samo eno samo stvar si zapomni in ne dopusti v svojem igralskem življenju. Prvič, nikoli ne bodi ljubosumna na boljše od sebe. Nikoli. Stoj zraven njih in uči se od njih. In druga stvar, nikoli se ne primerjaj, ker ti bo vzelo avtonomnost. Moramo se vam, ne vem, komu se vam za zahvaliti. Se pravi, v tistem hipu, ko sem jaz se zavedla, da bojo zdaj eni, ki so Sašo že videli igrati in je imela tako rekoč vlogo že narejeno, in jaz, ki sem padla noter, mislite, da sem jaz tako neumna, da ne vem, da oni, ki me imajo radi, so zame navijali, oni, ki pa me imajo radi Sašo, pa so za njo, ne? Mislim, vsaka ima svoj način in tako naprej. Jaz, ko začutim nekaj takega, da bi morala s komarkoli tekmovati, ne. Dobesedno plašnice si dam na usta, ne na usta, na oči, toliko časa, da me to neha zanimati. Da pozabim, ne pustim, uzde si zategnem, ne bom šla v to. Se ni vedno lahko. Včasih je čist easy, velikokrat pa ne. Pa še to bom povedala, lejte, moja oddaja se ni nikoli, se spomnite, nikoli ukvarjala. Nikoli jaz nisem čakala svojega gosta, zdaj te bom pa tle dobila, da se lažeš ali pa nekaj negativnega, se spomnite? Jaz sem se vedno potegnila iz človeka najboljše, če tisto, kar on ni vedel. Ne? In zato je bila tako uspešna. Ne? Zdaj pa še ti. Zdaj pa iskra šlogan, da sem prepričana, da boš dobila nazaj oddajo, oziroma da bo tvoja oddaja bila, kar mora biti. Danes sem me sprašvala določeni ljudje, a ne? Res, to, kar si ti recimo, moje mnenje, ne? Ti enostavno si številne ljudi, ki so, bom rekla, doživljala neka vsakdanja stanja, postavila pred zrcalo lastno in tuje. Torej, naredila si eno veliko, poslušaj, tukaj v tej knjigi ves čas pravzaprav bereš, ne? Transcendenco drugim, ne? Ti si transcendirala te ljudi. Ja, to je velika stvar, a ne? To je velika stvar in tudi tekmovalno, vse se lahko te pridružim, tudi jaz sem izrazito netekmovalen tip človeka, ne, tudi nimam nobenih takih športov, nikoli nisem na neki dobro nobenih športih, meni se vedno zdaj to plesal, ne. In potem sem recimo napisala, nisem plesal, saj se razumem vrhunski šport, ampak nimam tega vseh, no, nekaj močno. In sem tudi napisala, če v to kolumnah, recimo, zakaj nimamo olimpijskih iger iz etike, zakaj nimamo iger iz dobrote. To sem nekrat napisala, enkrat, ne. In recimo odgovora tekmovano, se pač tako, da se ne pridružite temu, ne? In tudi recimo ljubosumje. Ljubosumje je tudi pričakovano, ker zaradi ljubosumja vi morate vedno zavedati nekje sistem, nekje je konflikt, ki ima nekdo od nekaj korist, če ne drug odvetnik na koncu, ko pač pri meni se noben ne loči tako, da grejo na sodišče, veste, tisti, kar so pa meni bili točno dajo, ne? Zrihtamo vse, ni pa enostavno, ne za me, ne za njih. A nekaj je zelo dobro, začutim te boje, s katerimi ljudje vstopajo v situacije. To je čarčev angleščino, bar običajno pač ni najbolj prijeten. In če vi znate ta naboj neutralizirati, vam uspe rešiti vojne. In to, kar se zdaj dogaja, ogromno naboja, čutite to, je naboja, napetost. Ne? Jaz sem na mimogrede ravno v Izraelu letos. In prej sem šla, sem sprašvala določene diplomate, ki jih poznam, a bo lahko do česa prišlo? Ne. Jaz sem imela bad feeling. Lejte, zdaj je do tega prišlo. Čutila sem nekaj, da bo prišlo. Ampak jaz še vedno upam, ne, da bomo ljudje toliko modri, predvsem je pa nekaj ful pomemben, poslušaj, Zvezdana. To si tako lepo povedala, torej pristranskost. Tisti, ki ima radi tebe, bodo ploskali za te, tisti, ki Saša, bodo ploskali za Sašo. In to je temeljni problem človeštva, pristranskost. Se pravi, ker to vze moj sin, je on super in je sosedov slabši. Klasika. Se strinjate s tem? A ne, to, kar jaz poskušam dosegati tudi pri sebi, ne, jaz se zelo trudim biti neutralna, ker kaj vas antropologija nauči? Vi morate iti na teren in neutralno popisati neko situacijo, se vsem kjero. Lahko ste policaj, popišete to, lahko ste pač forenzik, psihološki forenzik, popišete to, ampak vi morate biti neutralni. In veste, kaj večja umetnost? Da nič od nas ni. Vsi smo visoko subjektivni, ker pač smo v svojem telesu. Jaz nisem v vašem telesu, sem v svojem telesu, ne? Ampak so metode, so učenja, kako biti čim bolj pravičen v presoji.
In to poanta te moje knjige Štirko. Aha. Pravičnost presoje je težka stvar in jaz sem zgrožena v zadnjem času predvsem na tem, kako ljudje načrtno krivijo vsa dejstva. In zato je problem, kaj je problem interneta oziroma iskanja informacij po internetu? V tem, da imajo ljudje občutek, da nekaj vedo. Ni res, to je samo informacija. Če recimo damo, a je kdo iz ekonomije, finančnik, no koliko imamo definicij profita, dobička? Ne vem, Velik. Recimo samo en primer. A je kdo iz šolstva? Ali pa pustimo, brez veze. Kaj je disciplina? Kaj je definicija discipline? Kaj bi rekel? 2 definiciji. Kaj hočem s tem povedati? Me razumete? Kaj je definicija ljubezni? Pravičnosti? Pošten, to je pošten. Tiska razlaga pošten, verjemite mi, da ni. Nekdo razlaga, jaz tam nikomu zasadil noža v hrbet. Lepo te prosim, mar zgodovino zasajne nožev. Verjetno ni vsega mečeš, vadaš nekje na marsiklicama, ne. Hočem reči, ne, a veste, pa še nekaj, ne, komu verjeti. No, zdaj pa zadnje vprašanje iz moje strani. Koliko verjamete sami sebi od 1 do 10? Koliko zaupate sami sebi od 1 do 10? No, dajmo povedati. Jaz 9. Zaupate, ne verjamemo. Zaupate sami sebi. Ti 9. Zdaj pa že imam izkušnjo. Ali lahko vsak pove cifro? 7? Odvisno od situacije. Overall, morate oceniti. 9? 3? Ok. Gospod? 9? Ok, lahko zdaj povem, zakaj vas to sprašujem. Kako boste vi vedeli, kaj bo z drugim človekom, če zase ne veste, kaj bo? To je osnovno. Ker res ne moramo vedeti. Veste, najslabše je, jaz bi po tej situaciji tako. Jaz tega nikoli ne rečem, ker ne vem, kaj bo. Če bo zdaj tam ne ležal kufr, ne, oziroma spomnil kufr, mi je ena financa povedala, ne. Vi ne rabite kufra, če imate po 500 evrov. Recimo nekih, kaj sem, rečemo neko cifro, 300 000 evrov, tam nekje leži, zdaj mi teh 300 000 evrov, kaj boste naredili? Nagradno vprašanje, kaj boste naredili? Drug primer, zvestoba. Zvestoba je lahko pomanjkanje priložnosti. Oprostite, dokler ne boste testirani, ne boste za moje pojme zvesti. A sem kruta? Ne se zdi pa to zavestna odločitev. Drži, ampak do tega morate priti. Ampak ko se vi še zavestno odločite in pride nekdo, za katerega umrete, takrat boste šla čez test. In tako je življenje. In to je poanta tega tudi grenko sladkega. Ja. Ne, mi še enostavno v lifeu stestiramo in takrat ugotovimo, kdo smo. To je najslabše moralizirati, najslabše, in pridigati o tem, če bi jaz v tvoji koži bilo. Lahko poviš mnenje. Jaz pa ne kaj bi, recimo, jaz v neki situaciji naredila, kar ne vem, da bi to naredila. Ker jaz sem imela prometno nesrečo, zakaj nisem pomagala? Sploh nisem imela pojma, kaj se je zgodilo. Jaz sem stala, to je bilo vse, gledala, to je bilo v Braziliji, noč mi ni bilo jasno, šli smo do zdravnika, jaz sem pač krimi tekla, noč nisem dojela, razumete? Pomagala nisem nikomur, ker nisem sploh dojela, kaj se je zgodilo, to je pač šok. Ampak vsak bi pomagal, ne? Ampak, a veste, ne, če ponovim, torej, treba biti res pravičen v presoji, prosim, zavedate se, da niste pristranski in potem ne bo tekmovalnosti, ker boste žareli popolnoma drugo energijo, kot si ti povedala. Jaz vem, da si pa ti vrhunska in tako je mogel biti in tudi Saša je vrhunska, ni bila nobena boljša, nobena slabša. Vsaka v svoji dimenziji časa, predvsem neponovljiva in to je bistvo. Trenutki so neponovljivi in to, kar imamo danes tukaj, se ne da ponoviti. Naslednjo, spet piramidve, z isto knjigo ne moramo ponoviti tega momenta. Ne, in tudi se ne bomo isto pogovarjali. Ne, pa lahko je tema ista, ne? Ja. Evo, hvala lepa.